Kakšni so najbolj izstopajoči problemi na področju zdravstvene nege in kje vidite možne rešitve? Kaj predlagate medicinske sestre? Medicinske sestre predlagamo veliko rešitev, seveda je pa veliko tudi stvar odločevalca, se pravi Ministrstva za zdravje. Že skozi več kot 10 let opozarjamo na kronično pomanjkanje medicinskih sester na vseh nivojih zdravstvenega varstva, tako primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Ne skrbi nas samo pomanjkanje medicinskih sester, ampak tudi zapuščanje poklica. To, fenomen, ki se je dogajal po svetu pred leti in smo se temu čudili, se danes dogaja tudi pri nas. Ne vemo, kako zadržati, s kakšnimi prijemi zadržati medicinske sestre, da ostanejo v naših vrstah, kajti kdo bo skrbel za naše prebivalce, če lastnih medicinskih sester ne bo. Rešitev je seveda lahko tudi povečan vpis v izobraževalne inštitucije, srednje šole, visokošolske študijske programe in pa seveda ureditev delovnih razmer, primernega plačila, to so trenutno najbolj aktualne problemi. In kaj po vaši oceni omenjeni problemi pomenijo za kakovost in varnost obravnave bolnikov? Mi sicer lastnih raziskav nimamo, ampak profesor Ajtkonova je že dokazala, da bolj izobražene medicinske sestre vplivajo na boljše izide zdravstvene oskrbe in seveda vplivajo tudi na manjšo umrljivost pacientov, na boljšo kakovost dela in pa seveda na boljše izide za zdravje. Kaj pa pomanjkanje kadra, ki je pri nas vsaj na nekaterih področjih, v nekaterih specialnostih zelo problematično? To pomanjkanje je problem tudi tega, ker so kadrovski normativi, ki trenutno veljajo v zdravstvenih ustanovah iz leta 1984 in leta 1984, prav 35 let nazaj, so bile potrebe slovenskega prebivalstva, ki stopajo v zdravstveno obravnavo, precej drugačne in tega se moramo zavedati, se pravi spremeniti kadrovske normative, prilagoditi zdravstveno obravnavo, povečati tudi na ta račun vpise in pa izboljšati zaposlenost medicinskih sester v Sloveniji.